Zdaj se pa nahajamo na cesti Metlika-Karlovec ob železniškem mostu, kot rečemo v Metliki, most, ki se nahaja nad železniško progo. Tukaj je edini del Metlike tudi, ki je bil bombardiran. Iz Hrvaške je prišel ustaški avion, dvokrilec, mi smo mu po domače rekli štorkla, in to je bilo eno nedeljo dopoldne, ko smo se odpravljali ravno k maši, je preropotal iz hrvaške strani in mama je še rekla, kak je pikiral, je še rekla, joj, pal bo, revež, ubil se bo. V tem je pa začelo pokati in tukaj so padale prve bombe. Ne vem, kakšne so bile, ampak rušile so pa hiše kar dobro. Tukaj levo od nas je bila vinska klet, ne vem, takrat kmetijskih zadrug ni bilo, ampak je bil neki kmetijski konzum. Poln, ker je bil jesen, to je bilo nekje jeseni, točnega datuma ne bi znala, ampak poln vina. Tako da je vinska klet bila porušena, vino je pa kar drlo po jarkih iz vinske kleti. Takrat je bila tudi zbombardirana tukaj dvostanovanjska železničarska hiša. To je ta hiša, ki je tu zdaj? Ja, to je ta hiša, ki se nahaja desno od nas. In severni del hiše je bil porušen, južni del je pa ostal takšen, kot je danes. Takrat so rekli, da je bila namenjena pa preko ceste hiša bombardirana Carova gostilna, ker tam se je trenutno takrat nahajala neka vojaška komanda. Bilo pa je partizanov takrat veliko tukaj okrog. Ampak k sreči ni bilo nobene žrtve. Vsi smo ostali živi in celi, hiše pa porušene. Kje je bila pa vaša hiša? Kje ste vi gledali? Pa dol nižje proti Kolpi. Bom rekla, svojih 700-800 metrov proti Kolpi. Odpravljali smo se pa k maši. In ste izpred hiše gledali, kako je? Kako je avion pikira, mama se je pa bala, da bo pal, pa se ubil. Je pa imel grde namene.